Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Dobrodošli v naši družbi. Upamo, da je za vami lep zimski vikend in da ste dobro pripravljeni za nov teden. Da boste razumeli bolje, smo z vami mi. Danes je ponedeljek, 12. januarja 2026. Večer zjutraj vodim Matija Stepišnik. Politična analiza z Markom Crnkovičem, izdajalci, dezerterji in manipulatorji. Kaj vse se pred volitvami dogaja v levo-sredinskem taboru? Na zasneženem Pohorju je bilo minuli vikend kot v starih časih. Osebne finance v novem letu. Zakaj finančni mir ni odvisen od plače, temveč od odnosa do denarja. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Nov teden, nova dogajanja v slovenski politiki in zato z nami spet Marko Crnkovič, kolumnist, urednik Fokus Pokusa. Marko, zdravo, dober dan. Zdravo, Matija. Nekako slišim, da čakaš pomlad, čeprav smo sredi zime, ki je nismo več vajeni. Nismo je več vajeni, ampak meni pa gre vedno bolj na živce ta mraz. Saj sneg je v redu, ampak mraza pa ne maram preveč. Čeprav pa spet nisem zadovoljen, ker je vročina. Nikoli nam ni prav, ampak ta mraz oziroma temperature, ki so pod lediščem, je prejšnji teden razgrela novica o prestopu poslanca Levice, ne samo poslanca, ampak kar vodje poslanske skupine Levice, Mateja Tašnerja Vatovca k Socialnim demokratom. O tem bi se najprej pogovarjala. Kdo je Vatovec v tem primeru, oziroma popularno mu v parlamentu in sicer v politiki rečejo okrajšano kar MTV. Je on Juda Iškariot slovenske politike, torej izdajalec Levice, kot so ga nekako pospremili na izhodnih vratih njegovi dosedanji strankarski soborci, ali je pač nekdo, kot si napisal ti, ki je prej pokapiral, da delnice Levice in celoten koncept te stranke počasi dobiva svoje sklepne obrise, ker morava v uvodu vseeno nekako ugotoviti, da se prestopni roki ne samo pred volitvami, ampak tudi sicer v slovenski politiki dogajajo vedno bolj pogosto. Politiki menjujejo stranke, menjajo drese, barve, kakorkoli. Ker če greva malo v zgodovino se spomniti, nekoč je bil famozen prestop Cirila Pucka leta 1997, ko je takrat omogočil oblikovanje Drnovškove vlade, zapustil je krščanske demokrate in prestopil v LDS in je veljal za enega takih prestopov, o katerih se je govorilo potem še leta. Potem se jih je tudi nekaj nabralo v zgodovini slovenskega parlamentarizma. Znamenite so seveda LDS-ove lastovke spet k SD-ju, Tone Rop, Marko Pavliha, Milan Martin Cvikl, Darja Lavtižar, Bebler. Potem še nekaj mogoče malo manj izstopajočih primerov, ampak skratka, zgodovina je kar polna takšnih primerov. Ampak midva, kot že rečeno, toliko se nekako postavil za cel kontekst, se zdaj osredotočiva najprej na MTV-ja iz Levice, ki je zdaj novi adut SD-ja. V SD-ju so rekli, to je naš novi član, s katerim se bomo borili za čim boljši volilni rezultat. Trenutno jim kaže na 3. mesto. Kako ti vse skupaj vidiš? Je to nek usoden prestop, prelom, ali vendarle gre za neko epizodo, ki ne v eni, ne v drugi stranki ne bo nekih dramatičnih posledic pustila? Ja, zanimivo, da si omenil Judeža Iškariota. Mislim, danes takim prestopom rečemo, oziroma prestopnika imenujemo Juda Iškariot. Včasih smo mu rekli, da je Ciril Pucko. Mislim, da to veliko pove o tem, kako danes gledamo na te politične prestope. In hvala tudi, da si me spomnil in najne poslušalce na vse te prestope. To sem že malo pozabil, na te lastovke. To očitno ni nič tako zelo nenavadnega v slovenski politiki. Res pa je, da imamo spomin človeške ribice. Tega se pač ne spomnimo. Je pa res, da to očitno ni nič nenavadnega in da je to vznemirjenje, milo rečeno, ki je nastalo ob prestopu MTV-ja k SD,
pač danes posledica. Skratka, večji halo je nastal zaradi tega, ker smo danes vsi bolj nekako napeti in razklani politično, kot smo bili nekoč. Ne. Včasih je to bilo sicer tako kot danes novica dneva. Ne. Spomnimo se, mislim, jaz osebno se spomnim tistega primera Pucko. Takrat je malo polovici Slovenije odleglo, in smo tako rekoč občudovali Drnovška, da mu je to uspelo, da mu je uspelo speljati enega SKD-jevega politika v LDS. Ne. Skratka, danes je to drugače. Ne. Tako da mislim, da to ni, da delamo malo prevelik cirkus okrog tega. Po eni strani je logično, da je stranka Levica prizadeta, in užaljena in da obsoja, če ne celo zmerja Tašner Vatovca z izdajalcem, da je oportunist, da misli samo na lastne koristi, in da je zato šel k socialnim demokratom. Po mojem, mislim, to je sicer razumljivo, ampak je pa seveda tudi res, da ta prestop ni čisto nelogičen. Je mogoče nenavaden, ni pa nelogičen. Nekaj sem prebral, se ne morem spomniti kje, da je Levica levo krilo socialnih demokratov, socialni demokrati pa desno krilo Levice. Mislim, to mogoče ni čisto 100% res, se pa dobro sliši. Mislim, nekaj je na tem. Tako da jaz sam mislim, da je mogoče Tašner Vatovec samo prvi pogruntal oziroma opazil te sorodnosti oziroma to politično bližino med Levico in SD, in da je zato pač prestopil. Tudi sam tega ne bi označil kot oportunizem, zato ker to ni čisto zihar, da si je on s tem zagotovil izvolitev v parlament. Mogoče ima za spoznanje večje šanse, kot bi jih imel pri Levici, ampak po mojem to ni neka strašna zadeva. Dobro, da si me spomnil, res je, v slovenski politiki se dolgo nekako Pucko z malo uporabljali že kar kot sinonim za nekega prestopnika, konvertita, nekoga, ki menja politični tabor. Velja spomniti, da tisti prestop je bil dejansko res prelomen in usoden, zato ker je takrat v stanju visečega parlamenta oziroma pad pozicije, ko sta imeli strani dobesedno vsaka 45 glasov, na koncu presekal ta gordijski vozel in omogočil imenovanje Drnovškove vlade, ki je potem bila od leta 1997 do leta 2000. Ja, praviš, neka bližina SD-ja in Levice. Levica je prišla na slovensko politično sceno pred slabimi 10 leti in zagotovo SD je odžrla del dotedanje volilne baze. Tam so jo sprejeli kot neko skoraj da nelojalno, svežo, sicer mogoče bolj avtentično levičarsko konkurenco, ampak če bi ti dve stranki razmišljali dolgoročno, bi se verjetno res mogoče pogovarjali o nekem skupnem bloku, koaliciji ali celo združitvi, ne pa seveda, da si pred volitvami tako konspirativno, v čisti tajnosti kradeta kadre. Predvsem pa sem pri MTV-ju Tašner Vatovcu pogrešal neko bolj vsebinsko razlago, zakaj se je odločil, kaj ga je zdaj tako zmotilo v Levici, katerih stališč ali pogledov političnega sloga ne deli več in zakaj je naenkrat spoznal, da je socialdemokratski, pri čemer je bil do te stranke kot vodja poslancev Levice lahko tudi zelo kritičen. Kar me od tebe zanima je, torej, kdo je več izgubil oziroma koliko je Levica izgubila in koliko je SD dejansko pridobil po tvoje? Ja, po mojem je Levica v težjem položaju. Težko zaenkrat rečemo, kdo je več izgubil, ampak Levica je trenutno v težjem položaju,
ker se že ves čas bori s tem fenomenom, da so se nekako preveč uvalili v mainstream, da so iz neke alternative postali politični mainstream in pač, da kot del vlade, del koalicije morajo nekako vsaj biti tiho, če že ne trobiti v isti rok z celotno koalicijo, ne, glede pač takih zadev, ki so bile prej po defaultu nekako za njih nesprejemljive, ne, od NATO do oboroževanja in takih pač zadev, ki v politiko spadajo, pa če so nam všeč ali ne, ne. Levica je bila dejansko in je do neke mere še vedno generacijska zadeva, ne. To je bila neka pomladitev levičarstva slovenskega, ne. Tisti tradicionalni slovenski volivci starejših generacij od srednjih let navzgor so verjetno pač še posebej pa po zatonu LDS, ne, oziroma po izginotju SDS in kasneje Zaresa, so nekako naravno gravitirali k socialnim demokratom, ne. Mladim pa to nekako ni bilo več čisto dovolj, tako da je Levica potem najbrž zasedla ta prostor mlajših volivcev, mlajših angažiranih volivcev, ki se jim ljubi voliti. Še posebej v nekih urbanih središčih, ne, kar je pač jo že po eni strani jim je to omogočilo, da so prišli v parlament, po drugi strani pa jih je seveda zabremzalo v tem smislu, da pač ne bi mogli biti in verjetno ne bojo nikoli neka splošna stranka, ki bi bila enakomerno razpršena po volilnem telesu in geografsko, ne. Zdaj, preden gremo še malo bolj v KSD-ju, še eno podvprašanje ali pa izziv glede Levice, ne. Nekako na robu se po rejtingih giblje, na robu parlamentarnega praga. Za SD sem dejal, da je nekje tam na 3. mestu, kar trdno zasidran ta hip po javnem mnenju, z seveda vsemi rezervami do javnomnenjskih raziskav, opozorijo politiki. Pa me zanima, misliš, da bo Luka Mesec vpoklican, torej spet v prvo vrsto, zdaj je sokoordinator, uspel nekako nadomestiti manko ne samo Tašner Vatovca, Kordiša, ampak še nekaterih drugih vidnih članov, s tem, da bo v soočenjih ponovno odličen, kar je njegov teren in jih bo potegnil tako ali drugače na varno stran radarja. Ja, upam, da bo on tisti, ki bo glavni glas, najbolj slišni glas Levice v predvolilni kampanji, ker se mi zdi, da ta Asta Vrečko se mi zdi bolj nekako bi pasala k Kordišu, no, če sem čisto odkrit. Ona je pač zelo ideološka in ne zamudi priložnosti, da ne bi dokazala, da, mislim, tako kot desničarji pravijo, čebinarka, ne. Skratka, mislim, da ona res mogoče dobro streže tej bolj radikalnemu delu levičinih volivcev, ni pa to Luka Mesec je pa dejansko lepo vzgojen, precej nevtralen, relativno nevtralen za enega levičarja in se mi zdi, da ni čudno, da on ta vtis potem vedno popravi, ne. Tako da mislim, da pač kaj bo Levica zdaj rekla, oni morajo pač razčistiti oziroma volivcem nekako dopovedati, da so pač nekaj dosegli v tej vladi in da je to, da so nekaj dosegli, zato, da so nekaj dosegli, so bili potrebni tudi neki kompromisi, ki so jih do neke mere v očeh njihovih bolj radikalnih volivcev kompromitirali, ne? Da so pač bili tiho in da so se nekako pomeščanili, ne? In uvalili v ta mainstream, ne?
Ja, in držali štango tej vladi pri dvigu oboroževalnega proračuna, denimo. Ok, zanimivi pointi. Zdaj pa greva še k SD-ju, torej stranki, ki je čez novo leto preko predsednika izpeljala to operacijo MTV. Zdaj takole, ne, kolumnistični in podcasterski kolega Pengov Bitenc je dejal, da bo vse odvisno od neke absorpcijske zmožnosti, sposobnosti stranke, kako bodo to okrepitev uspeli vključiti v svoje vrste in jo izpostaviti, ker SD ima vseeno neko tradicionalno strukturo, bom rekel, karierno hierarhijo, torej obstaja neki iniciacijski in socializacijski procesi v sami stranki, preko katerih se ljudje nekako kadrujejo in kandidirajo za različne funkcije. Zdaj pa bo seveda ne prvič, kot sva prej omenjala, prišel v to stranko nek outsider, nekdo novi in bo kar je predstavljen pohano kot nek Messi, torej zvezda slovenskega državnega zbora. Zdaj 9 poslancev imajo, prej se jim je pridružila tudi že Mojca Šetinc Pašek. Kaj pa za njihovo stranko vse skupaj po tvoje pomeni? Je to dejansko neka dodana vrednost v tej tekmi za čim višji rejting, potem ko zadnje volitve niso bili ravno zadovoljni? Ja, mislim, da ta absorpcija tega pomisleka ne razumem najboljše. Mislim pa, da je SD precej, ko bi rekel, fleksibilna in odporna stranka in da ji te dejanske ali namišljene afere ne škodijo preveč, ne. Še posebej pa ne pod Matjažem Hanom, ne, ki je po mojem kar dobro vzel v roke to stranko, ne. Treba je takrat, ko je bila ta afera Litijska, takrat je bila še Tanja Fajon, ne. Mislim, če se prav spomnim, ne. Ja, to še bilo pod Fajonovo. Njo je ta afera odnesla in še hvala Bogu, da jo je, ampak tudi to je značilno, ne. Iz te afere so odnesli to, da je odnesla Tanjo Fajon in da je prišel Matjaž Han, ne. Še kakšno afero so imeli so to afero Spirit, pa potem so imeli tega Prednika, obtožbe spolnega nadlegovanja oziroma nasilja v družini, ampak vedno so prišli ven tako rekoč nedotaknjeni, ne. Mislim, da to znajo dobro Han, da zna to dobro speljati te zadeve, ki bi jim lahko škodile oziroma bi mogoče kakšni drugi stranki tudi dejansko škodile, ne. Če se spomniš takrat, ko je bil ta Prednik na tapeti, je on sam rekel, da s tem se oni ne ukvarjajo, da to sodišče je povedalo svoje, da a je on izstopil ali so ga izključili? Ne, zdaj postopki tečejo, ne bo pa kandidiral. Ja, no dobro. Mislim, kot poslanec. Ja, mislim, da je to dobro speljal, ne, da jih to ni prizadelo, ne. Tako da verjamem, da bo tudi v tem primeru Han znal to izkoristiti, to kadrovsko okrepitev, ne. Pač ne vem, bomo videli. Jaz celo prerokujem kakšen zelo soliden rezultat, verjetno boljšega, kot jim trenutno napoveduje anketa, no. Ja, en dodatek ali pa replika, Litijska se jim je poznala, potem so seveda menjali vodstvo, takrat je stranka po javnomnenjskih raziskavah za nekaj časa padla tam celo na 3,2% proti 2% celo in so potem iz te luknje počasi izplezali, medtem ko imaš prav naslednje, torej nekoliko manjše afere, kot je bila seveda Litijska, pa so s Hanom na čelo strumno in pogumno in brez večjih prask preveslali. Zdaj Janša ne bi bil Janša, ne, če ne bi k tej prestopni zgodbi dodal svojega piskra, ne, in je iksnil, da kaj pa zdaj takšen halo, ker naslednji, ki kani prestopiti kam, pa bo tako ali tako že omenjeni Luka Mesec. No, Levica mu je seveda vrnila, da je on doktor tako rekoč konvertitstva od mladega komunista preko Pučnikovega socialdemokrata do skrajnega desničarja.
Ja, no, mislim, človeku, ki je 33 ali 35 let na čelu ene stranke, težko rečeš, da je konvertit. Ne? Mislim, tudi če je bil, tudi vsi smo bili pionirčki, ko smo bili majhni. Ne? Tudi, tako da, pač, če je bil Janša v partiji ali ne, pa če je hodil v jajce, so what. No? Mislim, to je pač bil del tedanje omladinske folklore, ne? Tako da to se mi ne zdi bistveno. Ne? Je pa nekaj res, ne. Seveda, zakaj pa ne bi še Luka Mesec prestopil k SD, ne? Ta Janševa izjava je sicer mišljena cinično, ne, češ, ne, le poglejte ga, ne, zdaj se nekaj oglaša, čeprav ni se oglašal. Čisto nič se ni oglašal. Njega šparajo, ne, nekako ta Po moje. grofiški del je upravlja kar Asta Vrečko, ne, ta užaljeni, jezen, besen del, ne. Mesca tukaj hranijo, ne. Ja, Asta Vrečko mislim, je Miha Kordiš, no, se pravi. Skratka, ja, nekaj je na tem, ne, da kar je Janša rekel, ne, da bo Luka Mesec naslednji, ki bo prestopil. Ne. Če seveda ne bo zdaj Luka Mesec ravno zato, ker je Janša to rekel, da ne bi slučajno dokazal, da je imel prav, ne, da bo zato zdaj pač ostal tam, kjer je. No. Sej, verjetno bo, ne, ampak skratka, mislim, da je to pač. Sploh pa nisem, a moral v vsakem podcastu Janšo omenjati. Mislim, da tokrat ni bilo, ne vem, kaj je tisto, da bi. Ja, dajmo se ukvarjati z levičarji vsaj enkrat. Ne. Ampak vseeno, ne, treba je tu še nekaj pripomniti. Ne. Mesec je v tem mandatu boljše kot SD razumel za Svobodo, oziroma predvsem s predsednikom vlade, kot podpredsednik vlade in pa minister za delo, je imel tako rekoč neki poseben status pri Golobu, tako se zdi, za razliko od SD-ja, kajti med Svobodo in SD-jem je ves čas veljalo in še vedno velja neko latentna napetost. Predvsem pa bi ti dve stranki, torej SD plus Levica, za katero si rekel, da bi lahko bili ena takšno ali drugačno krilo druge, ne veljalo vseeno neko rivalstvo, ker če bi se ti dve stranki tudi v tem mandatu, ne z 12 poslanci, nekako znotraj koalicijske kompozicije vzpostavili kot nek enoten blok, bi mogoče dosegli več kot vsaka posamično. Tja, to so špekulacije, ne vem, na to si ne bi upal odgovarjati oziroma sploh imeti mnenja. Je pa res, da Luka Mesec je pač ta vtis, da ima nek poseben status v Svobodi ustvaril s tem, da je pač iz Svobode bil njegov šef, ne, in da je enostavno pač imel z njim veliko praviti in da je dajmo še to tako pogledati, ne? Kdo pa je največ naredil v bistvu v Levici? Kdo je v tej vladi največ naredil? Ne? S čim se lahko ta vlada pohvali? Ja, precejšen del zaslug za to ima pravzaprav Levica. Ne? Zdaj, nekateri se seveda s tem ne bojo strinjali, ampak dejstvo je, da je med vsaj dve zadevi sta med dosežki te vlade, vsaj delnimi dosežki, ne? In to je seveda dolgotrajna oskrba in pokojninska reforma, ne? In to je seveda stvar, ki jo je naredila Levica. Ne? V bistvu je, ko bi rekel, je bil Golob neke vrste koordinator, ne? Sokoordinator, da rečem tretji sokoordinator Levice, seveda znotraj Svobode, ampak mislim, da je to pač razlog, da je za ta odnos med Mescem in Golobom. Ne?
Ok, in Levica to ne pozabi izpostaviti, seveda teh dosežkov kot nekega reklamnega slogana za kampanjo. Ok, na kratko, preden greva k koncu, rekla sva, da se tokrat z levičarji ukvarjamo, ne, pa vseeno eno čisto malo, pa te na kratko prosim za nek razmislek. Vprašanje, zakaj to menjavanje političnih taborov? Ne? Zdaj, stranke so potem seveda ogorčene, ne, rečejo, ne, Janša je celo od nekaterih, spet sem ga omenil, Pikolina, od nekaterih poslancev zahteval celo denar nazaj, ker stranka vlaga v ljudi, ne, ki so potem izvoljeni in potem grejo k drugi stranki in tako naprej. Tako kot šola študente medicine, potem pa grejo v privatni sektor. Tako, ja. Ampak skratka, ti prestopni roki so pač neka stalnica postali v slovenski politiki. Miro Cerar, nekdanji premier, pravnik, je dejal, da ureditev slovenska je jasna, ne? Poslanec je predstavnik ljudstva in šele na to seveda politične stranke, da ne rabi seveda za ceno svoje politične kariere biti do konca lojalen neki stranki in ima to svobodo poslansko. Po drugi strani se pa zdi, da danes menjave dresov, barv niso pač nič več posebej čudnega, nenavadnega, ker je očitno pač politika postala tudi neka zavarovalna polica za kariero in pač si iščejo najboljšo tržno priložnost ali kak. Ja, dobro, da si omenil to tako imenovano ustavno zagotovljeno oziroma zakonsko zagotovljeno poslansko neodvisnost, ne. Poslanec mora biti vedno samostojen in mu ni treba poslušati strankarskih navodil, čeprav je to po eni strani samoumevno, da pač deluje v skladu s platformo stranke, na katere liste je bil izvoljen, ne. Če pa prestopi iz ene stranke v drugo, potem pa je cel hudič, ne. Tako da bi tako rekel, ne, to je pač mislim, da je to tudi znak tega, da se na nek način ustvarja počasi, a zanesljivo nek politični razred, ne, ki to gre v Sloveniji seveda zelo počasi in tako kot si ti rekel, da je to neka zavarovalna polica za kariero, ne, to je seveda res, ne, ampak to ima dva učinka, ne. Po eni strani, da po strani gledamo tiste, ki prestopajo iz ene stranke v drugo. Druga stvar pa je, da je to pač prestop kot v vsakem drugem, kot recimo v športu. Kot menja službo ali pa kot dejansko, če že govoriš o dresih, ne, da človek gre, mislim, nek nogometaš gre iz PSG-a v, ne vem, k Liverpoolu. Iz Olimpije v Maribor ali obratno. Bog ne daj. Ja, nič, kaj, danes sva se ukvarjala z levičarji, naredila piko tukaj. Mogoče je, dajva reči, da nam gre zdaj ta frekvenca najnih političnih analiz boljše, ne? Tako da si lahko poslušalci kmalu obetajo naslednjo. Samo da nam nekaj štofa zdaj desnica še da. Vaja dela mojstra, ne? Se slišimo. Hvala, Marko. Hvala tebi. Soncem obsijana nedelja je kar klicala po smučanju, deskanju in drugih zimskih radostih na Pohorju. Obiskovalcev je bilo toliko, da so vozniki na poti k spodnji postaji vzpenjače v koloni stali že na zahodni obvoznici. Ob takšnem navalu tamkajšnja 3 parkirišča niti približno niso zmogla sprejeti množice avtomobilov, ne nazadnje je že 3. vikend zapored na Pohorju po podatkih Marproma dnevno smučalo več kot 4500 smučarjev, zato so obiskovalci avtomobile puščali povsod, kjer je bilo to mogoče. Gneča kot v najboljših letih je bila tudi pod vzpenjačo. Že res, da današnja gondola vrste požira bistveno hitreje kot takratna, a se je kolona čankajočih na karti vila vsaj 150 metrov. Nanje se je čakalo minimalno pol ure. Polne so bile tudi vse proge, tako na Belviju kot na Arehu. Najdlje se je čakalo na Stolpu, Vicu in Partizanki, a pretirano slabe volje med smučarji ni bilo zaznati. Številni so pohvalili pripravljenost prog, ki da so bile ta vikend v letošnji zimi najboljše. Bo pa imel Marprom vseeno še kar nekaj dela s pripravo prog v dolino. Habakuk, Poseka in stadion so bili namreč precej poledeneli. A ne le Marprom, roke so si ta konec tedna imeli tudi gostinci.
Reportažo preberete na Večeru. Ko govorimo o osebnih financah, se praznično obdobje pogosto ne konča z decembrom, njegove posledice mnogi občutimo šele januarja, ko se pojavijo finančni pritiski, slaba volja in občutek izgube nadzora. Vse to v kombinaciji s pogosto novoletno zaobljubo, da bomo uredili svoje finance. A ključno vprašanje ni, koliko zapravimo ob koncu leta, temveč kakšen odnos imamo do denarja dolgoročno. Prav ta odloča, ali je denar vir stresa ali orodje za stabilno in kakovostno življenje. Kot poudarja Eva Homan, poznavalka osebnih financ in avtorica portala Denar na dlani, upravljanje z denarjem ni prirojen talent, temveč veščina, ki se jo je treba naučiti. Vključuje jasne cilje, pregled nad prihodki in odhodki, proračun ter premišljeno varčevanje in investiranje. Denar sam po sebi ni cilj, ampak sredstvo. Vrednost dobi šele takrat, ko z njim podpiramo svoje vrednote in življenjske prioritete. Pogosta zmota je, da so finančne težave povezane predvsem z nizkimi prihodki. V praksi pa imajo pogosto več težav prav tisti z višjimi dohodki, ker nimajo pregleda nad porabo, opozarja sogovornica. Osredotočanje zgolj na več zaslužka brez nadzora nad odhodki vodi v preobremenjenost, ne pa nujno v večjo varnost, še dodaja. Urejen odnos do denarja zmanjšuje stres in prinaša več notranjega miru. Začne se v glavi z odločitvijo za spremembo, jasnimi cilji in postopnim oblikovanjem dobrih finančnih navad. Novo leto je zato idealna priložnost za pregled stanja, postavitev realnega proračuna, varnostne rezerve in dolgoročne strategije. Urejene finance niso cilj same po sebi, temveč temelj bolj mirnega, stabilnega in svobodnega življenja. Več o tem, kje in kako začeti urejati osebne finance v letu 2026 in kakšne so najpogostejše zmote pri tem, pa v tiskani in spletni izdaji Večera. To je bil Večer zjutraj 12. januarja 2026. Z vami sem bil Matija Stepišnik. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Z Večerom razumete bolje. Se beremo in se slišimo. Prijeten teden.